Društvo za srečno življenje Belis je na svojem prejšnjem tednu, na 7. izrednem občnem zboru 4. januarja sprejelo stališče za prenovljeni celostni predlog sprememb in podatkov k zakonu o splošnem upravnem postopku. Ta temelji na predhodni temeljiti analizi, ki ga je minister poslal v javno obravnavo. Torej, ta naš prenovljeni predlog poudarja izboljšave pravne varnosti, preglednosti, učinkovitosti upravnih postopkov v Sloveniji ter zagotavljanje ustrezne zaščite pravic državljanov. Jaz bi vam nocoj samo izrekel ključne točke, zbirke kritik javnih predlogov, se pravi tožbe in drugih ugotovitev Društva Belis. Če boste prisluhnili, je to tako. Društvo Belis izpostavlja, da mora biti ZUP v celoti usklajen, tako kot je že Viktorija lepo povedala, z Ustavo Republike Slovenije in z mednarodnimi pravnimi akti, ki zavezujejo Slovenijo, kot so Evropska konvencija o človekovih pravicah ter drugih mednarodnih instrumentih. V zbirki so podane konkretne določbe, ki jih je potrebno upoštevati pri razpravi sprememb ZUP-a, da se zagotovi usklajenost z najvišjimi pravnimi standardi. Društvo opozarja na nujnost zagotavljanja ustreznega varstva človekovih pravic v vseh fazah upravnih postopkov. V zbirki, ki smo jo oddali, so navedeni primeri, kjer bi predlagane spremembe ZUP-a lahko negativno vplivali na pravice državljanov, kot so pravica do zasebnosti, pravica do poštenega postopka in pravica do pritožbe. Poudarjena je potreba po zaščiti teh pravic v skladu z ustavnimi in mednarodnimi normami. Belisov načrt sprememb ZUP se posebej osredotoča na odgovornost sankcioniranja kršiteljev ustavne prisege, funkcionarjev ter višjih državnih uslužbencev, pa tudi na kršitve, ki jih storijo državni organi pri nespoštovanju in neupoštevanju člena 120 Ustave Republike Slovenije. Za razumevanje tega predloga, dragi člani in članice in vsi, ki poslušate nocoj, je ključnega pomena, da se ve, da je v Ustavi določena samostojnost upravnih organov pri upravljanju svojega dela, ki morajo spoštovati okvir Ustave in okvir zakonov. Ta člen nalaga, da morajo upravni organi delovati nepristransko, zakonito in v skladu z načeli Ustave, zakona in pravne države. Vsako odstopanje od teh načel dejansko predstavlja kršitev 120. člena Ustave in to se mora končno ustrezno sankcionirati. Javnost zahteva sankcije za uradnike, ki kršijo Ustavo in zakon. Torej, stališče, ki smo ga podali v društvenem predlogu ZUP, zato uvaja v predlogih zakonov številne mehanizme za sankcioniranje takšnih uradnikov, politikov, ki so kršili kaj? Ustavno prisego in 120. člen Ustave. Preprosto. Eden od ključnih ukrepov je strožja osebna odgovornost uradnih oseb za kršitve, ki jih storijo pri upravljanju svojih nalog. Če plačam jaz kazen, če peljem pri rdeči luči skozi, potem bo plačal kazen tudi tisti, ki je pobil toliko ljudi med covidom ali toliko gorja z odpuščanjem služb storil. To vključuje jasnejša pravila o disciplinski in odškodninski odgovornosti uradnih oseb, kar omogoča natančnejše določanje odgovornosti posameznikov, ki so odgovorni za kršitve. V primeru hujših kršitev ZUP-a, kot so kršitve ustavne prisege in 120. člena, pa predlog ZUP-a vključuje možnost celo kazenskih sankcij, kar pomeni, da so kršitve lahko predmet kazenskega pregona. To določa ta zakon. Poleg tega Belisov projektu uvaja neodvisen nadzorni organ, ki bo spremljal izvajanje ZUP-a in ugotavljal morebitne kršitve. Ne njihova lastna služba, ne njihova lastna komisija, ampak neodvisen organ. Ta organ ima po našem predlogu, po našem stališču, ki smo ga oddali, pooblastilo za izredne sankcije
in za vlaganje kazenskih ovadb proti odgovornim osebam. Tako se v stališču predloga ZUP, ki ga je sprejelo Društvo za srečno življenje Belis, vzpostavljajo dodatni mehanizmi nadzora nad samim državnim izvajanjem zakona, kot je Zakon o splošnem upravnem postopku, ki upravlja celotno državo. To zagotavlja, da bodo kršitve ustavnih načel in zakonov pravočasno odkriti in ustrezno obravnavani. Bolje prepreči kot leči, kot pravijo pri zdravniku. Predlog, ki smo ga oddali in ki ga je naš zbor seveda potrdil, omogoča tudi možnost tožbe proti državnim organom za kršitve ZUP, kar daje državljanom pravico, da se zaščitijo, če so bili prizadeti zaradi nezakonitega ravnanja državnih organov. Namig v stališču novele, se pravi tega, kar smo dali, predvideva tudi javno objavo imena in priimka tega uradnika, ki je storil tak prekršek, zato ker je javna oseba, kaj je storil, ter poročilo o kršitvah ZUP-a, seveda, to se mora uvesti, kar bo prispevalo k večji transparentnosti in k odgovornemu delu odgovornih državnih organov, ki sedaj nimajo prav nobene odgovornosti, nobene vesti za karkoli počnejo. Javni dostop do informacij o kršitvah bo skozi ZUP omogočil širši nadzor javnosti in družbe nad državnimi organi, funkcionarji, saj bodo ti vedeli, da so njihove subjektivne in nepoštene ali koruptivne določitve oziroma odločitve in ravnanja izpostavljene javnosti in sankcijam. Uvaja celovit sistem sankcij, ki ne bo le kaznoval kršitelje, temveč bo imel tudi preventivni učinek. Z njim želi Belis preprečiti uradniško samovoljnost in zlorabe oblasti ter okrepiti pravno državo. Poudarek na odgovornih uradnih oseb in povečanje transparentnosti bo zagotovo vsem nam v pomoč, pomagalo nam bodo, da bodo državni organi delovali v skladu z ustavnimi načeli v korist državljanov. Poleg teh konkretnih mehanizmov pa predlog, ki smo ga oddali v Državni zbor in Ministrstvo za javno upravo, poudarja pomen ustavnih načel in človekovih pravic. S tem želi doseči spremembo kulture v javni upravi, kjer bodo uradne osebe spoštovale zakone in delovale v korist državljanov. Predlog namreč ni zgolj pravni ukrep, temveč tudi spodbuda za spremembo odnosa in vrednot v javni upravi, ki bo temeljila na spoštovanju zakonov, človekovih pravic in pravne države. Torej, Društvo Belis se zavzema za strožjo osebno odgovornost uradnih oseb v primeru kršitev ZUP-a. V zbirki so predlagane spremembe, ki bi uvedle jasnejša pravila odgovornosti uradnikov ter strožje sankcije za morebitne napake in zlorabe. Verjemite mi, da bi to nedvomno povečalo odgovornost javnih uslužbencev, kajti povečanje transparentnosti v upravnih postopkih omogoča in omogočanje recimo večjih dostopnosti do informacij, ki nam jih zdaj zakrivajo, za javnost, to sta dva ključna poudarka. Društvo Belis predlaga izboljšanje dostopa do informacij o postopkih, javno objavo o pomembnih dokumentih ter uporabo digitalnih orodij za lažje spremljanje dostopnosti. Če smo že pri digitalni transformaciji, potem jo dajmo narediti celostno. Društvo se zavzema za poenostavitev in skrajšanje upravnih postopkov, da bi ti postali bolj prijazni do državljanov, da bi postali do državljanov manj obremenjujoči. Predlagamo skrajšanje rokov za določanje, odpravo nepotrebnih birokratskih ovir in poenostavitev zahtevnosti postopkov, s čimer bi se povečala učinkovitost in hitrost delovanja javne uprave, pa tudi pocenila, ker ne bi bilo sporov. Predlog Belisa spodbuja širšo uporabo elektronskih sredstev v upravnih postopkih, vendar opozarja na nujnost zagotavljanja ustreznega varstva osebnih podatkov. Hkrati izpostavlja, da je pomembno omogočiti dostop do teh tehnologij vsem državljanom, da ne bi prišlo do diskriminacije
zaradi digitalne ločenosti. Naj vam povem, da obstaja notri tudi člen, če država zahteva digitalno prijavo, potem mora omogočiti ne samo, da se to naredi, temveč tudi napravo, državno napravo, s katero se bomo identificirali, ne z lastnim telefonom, zaradi tega, ker je to poseg v zasebno. Če želi država, da se identificiramo, naj da napravo, naj da certifikat, naj uredi zadevo tako, da se bomo identificirali kakor osebna, ki je v žepu in ni povezana s telefona. Sedaj pripravljajo neko digitalno denarnico, kjer želijo, da imamo vse dokumente v e-denarnici noter, Ministrstvo za digitalno preobrazbo. Torej vam sporočamo, državljani tega ne bomo uporabljali, vi to lahko pripravite, ampak brez nas bo denarnica, vaša denarnica prazna in vaše poslovanje nično. Zbirka kritik in predlogov društva Belis predstavlja pomemben prispevek k javni razpravi o noveli ZUP-a, ne enostranski državni, javni, upravni razpravi. Svojo podrobno analizo in konkretnimi predlogi društvo spodbuja zakonodajalce, da sprejmejo zakon, ki bo v celoti spoštoval ustavna načela in varoval pravice državljanov. S tem društvo Belis ponuja konkretne rešitve za izboljšanje pravnih postopkov v Sloveniji, ki bi prispevali k pravičnejšemu, preglednejšemu in bolj učinkovitemu sistemu javne uprave. Belisov predlog sprememb in dodatkov k zakonu o splošnem upravnem postopku ZUP resnično ponuja celosten in premišljen pristop, ki temelji predvsem na zaščiti človekovih pravic in krepitvi pravne države. Predlog je usmerjen v izboljšanje upravnih postopkov s ciljem vzpostavitve pravičnega, preglednega in odgovornega sistema, ki bo ustrezal najvišjim pravnim standardom in moralnim ter etičnim standardom. Ključne značilnosti predloga pa kažejo na ambicijo reformirati slovensko upravo na način, ki bo izboljšal dostop do pravice za vse državljane, povečal odgovornost in transparentnost uradnikov ter preprečil zlorabe oblasti. Ključne značilnosti in cilji Belisovega predloga pa so za to, da se to zgodi, jamstveni členi. Torej, če vi kupite pralni stroj, dobite garancijo. Če kupite računalnik, dobite garancijo. Celo ponujajo vam jo, pa ne za 2, za 5 let. Če se pokvari, imate garantiran popravek. Torej, jamstveni členi so temeljna zagotovila za zaščito pravic državljanov, ki so od A do F pred začetkom ZUP-a in so temelj v ZUP-u, ki delujejo kot jamstvo za spoštovanje ustavnih načel in človekovih pravic v vseh upravnih postopkih. Na odločbi, kjer ne bi bila navedena alineja, ki se sklicuje na ustavno načelo, je nična in neveljavna, protipravna, neustavna. Torej, vsaka odločba mora imeti naveden člen, ki je zagotovljen, da je ustavno pokrit. Ti členi zagotavljajo, da so postopki skladni z Ustavo v Republiki Sloveniji, z mednarodnimi standardi, kjer nam direktno implementacijo mednarodnih pravil določa 8. člen Ustave, kar bo prispevalo k večji pravni varnosti in pravičnosti. Predani predlog na Ministrstvo za javno upravo Republike Slovenije torej postavlja človekove pravice v osrčje upravnih postopkov. Kar smo doživljali zadnjih 5 let, je prav, da prepoznamo kot nefunkcionalni ZUP še iz Avstro-Ogrske. In takšnega zakona Slovenija, če želi napredovati, ne potrebuje več. Ne zaflikanega, takšnega, kot ga je minister postavil 6. decembra nam vsem v zlato škatlico in zlato mašljico zavito, not pa kup dreka. Glejte, vsak del ZUP-a dosledno predlogu, ki smo ga mi dali, upošteva svoboščine. To pomeni, da bo upravni postopek, ki ga bodo upoštevali, zasnovan tako, da bo spoštoval pravice posameznikov, kot so pravice do poštenega sojenja. Govorimo o sodni odločbi, ne o upravni odločbi, po kateri zdaj kar rubijo. Pravica do zasebnosti,
podatke si kar delijo med seboj, naše podatke, nihče nas nič ne vpraša. In to mora biti zaščita pred samovoljnimi ukrepi te obstoječe oblasti. Saj vendar izhaja ta njihova oblast iz našega glasu, ampak nič več. Zdaj izhaja zakon iz našega glasu, nič več njihova moč. Predlog izrecno poudarja, da morajo biti vse stranke v upravnih postopkih proti državi obravnavane enako, brez diskriminacije. Postopki morajo biti dostopni vsem državljanom, ne glede na njihov socialni status, etnično pripadnost ali druge osebne okoliščine. To je pomembno za zagotavljanje pravičnosti in enakih možnosti, o katerih govori od predsednice do vsakega uradnika. Govorijo. Mi smo jim dali zdaj možnost, da to implementirajo, celo zakon smo jim napisali. Še pojasnila zraven, z vsemi pravnimi utemeljitvami in mednarodnimi standardi. Eden od ključnih vidikov predloga, ki smo ga vložili in ki ste ga vi, dragi člani, potrdili, je strožja odgovornost uradnih oseb za kršitve ZUP-a. Vse uradne osebe bodo odgovorne za morebitne napake, za malomarnost, za zlorabe svojih pooblastil, kar bo prispevalo k večji odgovornosti v javni upravi. Ali je to policist, ali je to redar, ali je župan, ali kdorkoli na državni upravi, vsak mora odgovarjati za svoje nedelo in za kršitve. Predlog uvaja številne ukrepe, ki bodo povečali preglednost postopkov. Sem spadajo obvezna snemanja ustnih obravnav, javna objava poročil o nadzoru in sankcijah ter dostopnost informacij o postopkih za javnost. Transparentnost glede tega bo pripomogla zaupanje v javno upravo. Predlog uvaja jasnejša pravila, natančnejše definicije in bolj predvidljive postopke, kar naj bi izboljšalo pravno varnost za vse udeležence v upravnih postopkih. Povečanje pravne varnosti, verjemite, bo prispevalo k večjemu zaupanju v državo in v upravne odločitve. Naš predlog uvaja dalje tudi ukrepe za preprečevanje zlorab oblasti, vključno z omejitvijo uporabe tajnih podatkov, strožjim nadzorom nad delom uradnih oseb in omejevanjem možnosti za samovoljne odločitve uradnikov, kakor zdajle so želeli to nam v ZUP podturiti. Upali so, da v božičnem času žlate škatlice s tem drekom nihče ne bo odvil in nihče pogledal, ker bi šlo to po hitrem postopku in to bi sprejeli. Vendar smo glasni in povemo, takega zakona, kot so ga dali v predlog, javnost ne želi. Sklop zakonskih določil torej zagotavlja, da bodo vsi postopki skladni z Ustavo Republike Slovenije, evropskim pravom, mednarodnimi konvencijami o človekovih pravicah. To pomeni, da bodo vsi ukrepi, ki bodo sprejeti v okviru ZUP-a, usklajeni z najvišjimi pravnimi standardi. Povedal vam bom nekaj konkretnih rešitev za izboljšanje upravnih postopkov. Noter je določena, se pravi, natančnejša določitev rokov za izdelavo odločb. Gre za strožje določbe o tem, kako in v katerem roku morajo biti izdelane odločbe v upravnih postopkih, kar bo preprečilo zamude in izboljšalo učinkovitost. Ne pa tako kot mi, ko smo 2 leti pa pol čakali na eno odločbo, da smo mi že 2-krat predstavnika društva menjali. Konc s temi zgodbami, ker tak uradnik bo sankcioniran in javno objavljen. Ureditev postopka vročanja, zagotavljanje tajnosti pošiljk. To, da gledajo v pošiljke, da berejo maile, da odpirajo pakete, je postala stalna praksa, da si carina privošči pogledati, kaj si kupil, ko si plačal, da dobiš ti in da oni vmes pogledajo in ti nabijajo 4-kratno ceno vrednosti paketa, ki si ga plačal, če ga hočeš prijeti, je višek katastrofa in sramote za državo in za Republiko Slovenijo. S tem se ureja postopek vključno z vročanjem odločb in drugih dokumentov ter zagotavlja, da so te pošiljke ustrezno zaščitene in da je spoštovana zasebnost posameznikov, tako kot to določa Ustava. Tajnost osebnih pošiljk. Naprej, dopolnitev glede uporabe elektronskih sredstev in varstva osebnih podatkov.
Posebno varnost smo namenili uporabi elektronskih sredstev v postopkih, vključno z zagotavljanjem varstva osebnih podatkov. Jasnejša pravila o izvedenskem delu v postopkih in to prispeva k večji strokovnosti in seveda bolj preglednemu delu. Močnejša pravica strank pri izvršbi. Torej, kar se izvršb tiče, mora biti sodna odločba. Upravna odločba, dokler ne postane pravnomočna, v primeru pritožbe postane pravnomočna šele, ko to določi sodna odločba. Sedaj pa to delajo kar upravne odločbe. Vsak redar naredi predlog na FURS in FURS na podlagi upravne odločbe poseže v našo zasebnost. Tako daleč smo prišli, da hočejo sedaj s tem ZUP-om to uzakoniti, to nezakonitost. Dovolj ne dovolimo. Pri nas imamo v ustavi sodno oblast, ki jo država ne sme v tej obliki toliko zanemariti, da bo delala po svoje proti strankam, proti nam, proti državljanom. Konec zgodbe. Osnutek ZUP-a torej ponuja zares ambiciozen načrt za reformo slovenskega upravnega postopka, ki se osredotoča na temeljna načela pravne države in zaščito človekovih pravic. S številnimi konkretnimi ukrepi, kot so povečanje transparentnosti, okrepitev odgovornosti uradnih oseb, zagotavljanje pravne varnosti, predlog prispeva k oblikovanju pravičnejšega in bolj učinkovitejšega sistema upravnih postopkov. Uspešna implementacija, upam, da bodo to upoštevali, sprejeli, preštudirali, korigirali, zahteva celovito, veste, uskladitev podzakonskih aktov, kaj ti pomaga, če je ZUP narejen, na ministrstvu pa še vedno po starem zakonu delajo, zato ker se jim splača, ker imajo spore, zato ker imajo višje takse, ker niso po mednarodnih standardih, kršijo človekove pravice, kjer je špetir, tam je vedno problem in to vse stane. Tako da se mora, preden pride ZUP v veljavo, vsa podzakonska srenja podrediti novemu ZUP-u, urediti podzakonske akte, uredbe, pravila, ko stopi ZUP v veljavo, da vsa država lepo funkcionira pošteno, transparentno, pravično in v zaupanju v delovanje javne uprave. Šele takrat bomo državljani lahko ponosno rekli, imamo čudovito, prijazno državo, krasne uradnike in vse funkcionira. Ena od glavnih novosti, ki jo predlagani zakon uvaja, smo rekli v uvodu, garantirajo jamstveni členi v ZUP-u. Če ne bodo v državnem zboru teh členov sprejeli, pomeni, da delajo proti narodu, proti ustavi, proti mednarodnim dogovorom, proti pravno. Ti ljudje potem ne vem, kaj počnejo v hramu pravice. Ja? Namreč ti členi zagotavljajo ne samo nam pravno varnost, ampak tudi njim pravno delo. Jamstveni členi so zasnovani tako, poslušajte, da okrepijo zaščito najprej državljanov, zato ker je podlaga ustavna, morebitnim zlorabam in neučinkovitosti v javni upravi, ker je ustava tako narejena. Ščiti naše pravice, naše svoboščine in hkrati nam nalaga tudi dolžnosti. Ja? Hkrati pa bi morali povečati zaupanje v upravne postopke, če se to zgodi in to sprejmejo. V nasprotju s tem se ministrov predlog osredotoča predvsem na tehnično učinkovitost, ustave sploh ne omeni, postopkov in pospešitev digitalizacije, trži na račun človekovih pravic, sploh pa nima nobene pozornosti varstvu človekovih pravic, zaščiti posameznikov v tem procesu. O tem ne spregovori niti en člen, niti ena beseda. Samo kako bo hitro, kako bo ekspeditivno, kako bo fajn, kako bo digitalno, kaj se bo vmes dogajalo, to ga pa ne zanima. Se pravi, ključni vidiki predloga so usmerjeni v krepitev lokalnih skupnosti in boljše sodelovanje med državo in lokalno ravnjo upravljanja. Eden izmed pomembnih elementov predloga, ki smo ga dali, je poudarek na regionalni zaposlitvi.
V tem predlogu, ki ga lahko na internetu kliknete, ki sem vam pokazal, v mailu sem vam poslal linke, odprite in potem je tretja alineja od spodaj, tretji link, se vam odpre ZUP, člen 7c. To, da se mariborski policisti vozijo v Ljubljano, to, da se ljubljanski policisti vozijo v Maribor in da se novomeški vozijo v Novo Gorico in novogoriški v Tolmini in tako naprej, koliko stane to državo? A je to zeleno? A je to CO0? Vozijo se, potrebno je plačati za njih stanovanja, potne stroške, bencin, in to se mi plačujemo. Zato, da lahko tukaj dela, kar hoče, ko pride domov, je pa zlati angelček, ki se mu nič ne zgodi, ker je itak noben ne pozna, ker tam je pa priden sosed. In sodniki, ki se vozijo iz kraja v kraj, sodniki, ki ne dajo svoje identitete, to niso več sodniki, ampak jih lahko imenujemo vse prej kot drugega. Državni uradniki, ki se ne podpišejo osebno na odločbo, taka odločba niti za rito brisati ni dobra. Oprostite izrazu, po domače povem, ampak tako vsaj vsak zastop. Obrazec naprintan, ki imaš kvadratek v desnem zgornjem kotu digitalno podpisano, ja, bom jaz ta papir zdaj v računalniku vtaknil in bom preveril, če je to digitalno. A nas imate za norca? Digitalno podpisano, piše moja odločba na papirju, digitalno podpisano, brez roše. In jaz naj zdaj to preverim v računalniku, ta papir, da je digitalno podpisan. Ljudje, uradniki, pravniki, pejte se malo šolati, prosim. Ne delajte se več norca z ljudi. Glejte, vse to bi zmanjšalo potrebo po koncentraciji zaposlenih urbanih središč, ko se vozijo iz kraja v kraj, trošijo naš denar. Včasih smo imeli miličnika doma, vsi smo se poznali, če se kaj zgodilo, se je vedel, kje se je zgodilo za vsakega, se je vedel, kdo kaj počne. Veliko bolj, ker zdaj, ker kamere nam štimajo. Ja? In to je treba ukiniti. Domačim ljudem je treba v domači upravi dati službo in kruh, ne pa da se jih vozi in tera v drug kraj. Ali pa daljinsko delo, vse en, lahko prek računalnika danes delajo, a ne, bolj enostavno. Glejte, in tako bi se ukrepila lokalna gospodarska aktivnost in povezovalnost z državno upravo. To je 7c člen v naši, ja, členov je ogromno, smo komaj pri 7c, ampak gremo še malček naprej, pol pa kratka pauzica, vidim, da je, ok, še 2 minutke si vzamemo. Glejte, to je posebej pomembno za regije z omejenim dostopom do fizičnih upravnih centrov. S tem bi se izboljšal dostop do storitev za prebivalce v oddaljenih krajev in predlagani zakon, ki smo ga implementirali v predlagani ZUP, poudarja tudi pomen sodelovanja z lokalnimi skupnostmi pri oblikovanju in izvajanju postopkov. Skupaj delamo, a ne? Skupaj se zmenimo, imamo družben dogovor. Ne pa komando, to boš naredil, če ne boš pa kaznovan. Tako daleč, oprostite, pa upam, da še nismo. Ja? Kaže slabo, ampak dajmo povedati na glas. To bi izboljšalo razumevanje lokalnih potreb, učinkovitejše reševanje problemov na ravni, ki je najbližje državljanom ali pa recimo prebivalcem, lokalnim skupnostim. To bi dalo večji vpliv pri sooblikovanju odločitev in vsega, kar neposredno vpliva, na našo delovanje, življenje in zadovoljno in srečno življenje. Ta zamisel, glejte, posredno podpira decentralizacijo. Ne pa tako kot zdaj. 143. člen ustave, ki je sploh še ni implementiran, pokrajin sploh ni, grejo se kohezijske sklade, pokrajin pa ni. Kam gre denar? Ustavni člen zahteva hišno številko, uradnika, naslov, ja, ni uradnika, ni hišne številke, ni naslova, pošljajo pa denar, kohezijsko, ne vem kam, v kohezijo pošljajo denarje. In potem se zdaj spet smo zadolžili za ne vem koliko milijard, minister za finance to podpiše, ljudje božji, naši otroci bojo pa plačevali te neumnosti. To je katastrofa, govorim resne stvari. In večja ta transparentnost in odgovornost državne uprave bi lahko dodatno ukrepili zaupanje v lokalne inštitucije, ki jih zdaj smo povsem izgubili. Moram reči, dobro, predlagani ZUP ne vključuje izrecnih členov o občinah, pokrajinah, njihove določitve, ker to je v bistvu stvar zakonodajalca, ampak gledajte, procesna, torej ZUP je procesni zakon.
ZUP ne določa, kje bo cesta na črti, kje bo kakšen znak stal, zato so uredbe. Zato so odloki, zato so pravila, zakon o cestnih pravilih in tako naprej. Tukaj gre samo za proces. Mi smo se veliko procesov lotili v društvu z našimi pravnimi strokovnjaki, z našo ekipo, z večjim poudarkom na sodelovanju z lokalnimi skupnostmi. In takšne spremembe bi morale, absolutno morale izboljšati povezavo med državnimi organi in lokalno skupnostjo. Torej, predlagani ZUP, čeprav neposredno se, bom rekel, ne nanaša na zakonitost, poslušajte, bančnih plačilnih sistemov, smo dali noter člen, jasno izpostavlja pomen gotovine. Če nam oblikuje življenje, nam ga oblikuje denar. Zmer si na socialni, zmer si na banki, zmer plačaš račun, greš v trgovino, greš na občino, plačaš. Gre za procesno pravo. In kaj smo dali člen, ki ga zdaj v ZUP-u do zdaj ni bilo? Dali smo noter, da jasno izpostavljamo pomen gotovine kot zakonitega plačilnega sredstva in to procesno zadevo in njeno zaščito v sodobnem digitalnem okolju. Naš predlog s svojimi določitvami poudarja pravico do izbire plačilnega sredstva in se zavzema za zaščito ranljivih skupin pred digitalno izključenostjo. Osrednja določba na tem področju jo najdete, to je člen 5b v ZUP-u, ki implementira zahtevo nediskriminatornega plačila. Ja? A veste zdaj, o čem govorim jaz sploh? Razumete, kaj sem povedal? Da ti v Big Mangu ne more reči, da gotovine ne sprejema in da ne moreš računalnika kupiti, ker sprejemajo samo kartice, gotovine pa ne. Ker je edino in samo edino plačilno sredstvo evro. Kovanci in bankovci evra. Vse digitalne evrske transakcije imajo lastnost gotovine in se zato ne sme to lastnost forsirati, če je ti nimaš, če nimaš kartice, če nimaš banke, če ponudiš denar, ker je to zakonito. To je protizakonito, kar delajo trgovine. Na upravni občini oziroma na upravni enoti v Grosuplih, kjer je nekdo tudi doma bil, ne? Oni si kar privoščijo. Upravna enota, državna uprava, ne bomo sprejeli gotovine. In če državna uprava protizakonite reforme oziroma protizakonita dejanja počne, kaj naj si potem navadni državljani mislijo? In namen tega zakona, te določbe je preprečiti diskriminacijo posameznikov, ki nimajo dostopa do digitalnih plačilnih sistemov in jih preprosto ne želijo uporabljati. Beli sistem zagotavlja, da ostane gotovina dostopna in sprejemljiva kot univerzalno plačilno sredstvo, ne glede na tehnološke trende. Okay? Poleg tega načrt ZUP vključuje poudarek na preprečevanju digitalne izključenosti, zavzema se za postopno digitalizacijo, ne pa kaznilno digitacijo, spravi, če nimaš tega, pa ne boš dobil dokumenta. Če nimaš tega, ne boš dobil denarja. Če nimaš, kar pogojno, ne? Ohranjanje gotovine, dragi moji prijatelji, kot zakonitega plačilnega sredstva, tukaj v tem zakonu in skozi ta ZUP, kot proces, ki se skozi vso državo dogaja in je odvisen, to je procesno pravo, ne določa nič posebenega, samo da se ne sme prepovedati. Ja? Predlagani zakon predlaga prepoved, dobro poslušajte, reklamiranja digitalnih valut in plačilnih sistemov s strani državnih organov. Veste, koliko so plačani od IT firm, da reklamirajo, od bank, da reklamirajo, od ne vem koga vse, da reklamirajo produkt. Upravna enota reče, ne bomo gotovine sprejemali, boste to kartico, boste to, mislim, čak, kam smo prišli, ne? Ta prepoved v ZUP-u, ki smo jo dodali kot člen, preprečuje manipulacijo s preferencami za digitalna plačila in zagotavlja nevtralnost državnih institucij pri izbiri plačilnih sistemov, s čimer se izognemo favoriziranju določenih tehnologij
ali ponudnikov. A je nekaj rekel, da je nek recording stop? Dobro, gledajte, bomo dali tukaj, če se da, bomo probali še dati snemati. Ok, record to this cloud. Ok. Fajn, dobro. Ok. V priču določb v ZUP Belis predlaga dopolnitve k zakonu o Banki Slovenije. In smo tudi posegli na Banko Slovenije, zato ker je to del državne uprave. Vi veste, da je to splošen, torej splošni upravni postopek posega v vsako institucijo. Vsako uredbo, ki jo banka urejuje, na kateri podlagi? Na podlagi splošnega upravnega postopka. Tako da smo se vso države smo se dotaknili, vseh procesov. Zato pa je 560 strani. Jaz razumem, kako država funkcionira, v tem je problem. In sem zato marsikomu na poti, ker to zadevo razumem in jo znam artikulirati in povedati. In dali smo k zakonu o Banki Slovenije, ki Banki Slovenije prepoveduje spodbujanje uporabe digitalnih plačilnih sistemov zasebnih ponudnikov. Prav tako predlog vsebuje prepoved zahtev za razkrivanje transakcij strani ponudnikov ali uporabnikov plačilnih sistemov, to pa pomaga k zaščiti zasebnosti posameznikov in zagotovi nevtralnost državnih organov na tem področju. Torej, Belisov cilj je torej ohraniti gotovino kot ključno plačilno sredstvo, hkrati pa zagotoviti pravico do izbire in preprečiti digitalno izključenost. Če si digitalno izključen, imaš še vedno denar, še vedno lahko živiš in funkcioniraš in nihče te v to ne more prisiliti. To smo dali v zakon varovalko. Je ne ustava, ustava z denarjem nima nič. V ZUP, to je državno procesna zadeva. Predlog odraža splošno usmeritev socialni pravičnosti, varovanju zasebnosti in enotnemu dostopu do storitev za vse državljane. Brezkompromisno zahtevamo to. Ker to gre za zakon, ki ga je veliko bolj fleksibilno in lažje spremeniti kot ustavo. Predlagani ZUP torej uvaja obsežne spremembe na naš predlog za modernizacijo upravnih postopkov, pri čemer poseben poudarek namenjamo uporabi videokonferenc, ki so jih zelo, zelo zoprno naredili z ministrovim predlogom. In smo dali noter jasna pravila, kako se naredi zapisnik, kako se naredi odločba. In posebej pomembno, pripombe na zapisnik. Te spremembe so zasnovane z namenom izboljšanja dostopnosti, preglednosti, zaščite pravic vseh nas. In ta predlagani zakon omogoča sodelovanje mene, tebe, tako na ustnih obravnavah, videokonferenc in to olajša dostop do postopkov za posameznike. Ne rabiš več hoditi tam čakati v dvorani, se zmenaš, ampak so protokoli določeni natančno, kako in kaj. In tako je tudi prav. Če imamo eno stvar, dajmo jo za dobro uporabiti, ne pa za nadzor, pa za nagajanje. Poudarek je na zagotavljanju varnosti, zasebnosti, saj predlog zahteva uporabo varnih platform ter preverjanje identitete vseh udeležencev. Ne samo mene, tudi onega, ki je tam. Zakaj bi mogel jaz se policistu identificirati z varnim potrdilom, on pa reče, jaz sem pa policist, pa ti boš se meni identificiral. Tudi ti se boš meni identificiral, kdo si. Kaj pa, če si lopov v plavi uniformi? Kako naj vem? Ljudje, zmeraj mora biti dvojna avtentikacija. Z obeh strani, sicer država ne bo funkcionirala. Javnost obravnav je prav tako zagotovljena, saj lahko zainteresirana javnost postopke spremlja v prostorih organa ali pa prek spleta. Torej, snemanje videokonferenc je dovoljeno zgolj izjemoma ob upoštevanju strogih pravil o varstvu osebnih podatkov, pri čemer so organi dolžni zagotoviti, ne vi, ustrezno tehnično dostopnost. Če te hočejo slišati, če te hoče zaslišati, mora on to zagotoviti. Prav? To vključuje pa seveda tudi alternative za stranke, ki ne morejo sodelovati preko videokonferenc, s čimer se preprečuje digitalna izključenost. Se pravi, mora obstajati možnost, da človek, ki tega nima aparatur, nima interneta, nima možnosti, nima znanja,
da obstaja možnost, da pride v sobo in se pomeni v živo. Ne pa zdaj vse digitalno, pa vse, razumete, o čem govorim? Mora ponuditi alternativo, nobody will leave behind. Ja, torej, zamisel uvaja elektronske zapisnike, ki zagotavljajo natančnost in preglednost postopka. Stranke prejemajo kopijo zapisnika v elektronski obliki, to je dobro, pri čemer je zapisnik potrjen z digitalnim podpisom uradne osebe, kar zagotavlja njegovo verodostojnost v digitalnem svetu znotraj računalnika. Predlagani zakon omogoča tudi snemanje ustnih obravnav z audio, video opremo, kar povečuje pa zanesljivost postopka. In vedno ti morajo dati kopijo takoj in sedaj. Posnetki so varno shranjeni in vsaka stranka ima pravico do brezplačnega dostopa do teh posnetkov, ne pa da ti na sodišču rečejo, da posnetka ne moreš, na policiji se moraš trgati, da dobiš policijski posnetek, ko te policist snema in hočeš dokaz in ga ne dobiš, ker skrivajo. Ja, ne dobiš ničesar. In tudi točno določa zakon, koliko časa se ti posnetki ne smejo brisati po zakonsko določenem roku. Predlog ZUP, ki smo ga dali, omejuje izvršljivost, dobro poslušajte, upravnih odločb brez predhodne pravnomočne določbe. To, kar zdaj delajo, kako rubijo denar, kako kradejo državljanom, tega se več ne gremo. In smo dali noter, gledajte, v jamstveni člen F. Na začetku, preden se zakon začne, smo definirali razliko med upravno in sodno odločbo. Predlog poudarja obvezno obrazložitev odločb. Če ti nimaš obrazložitve, pa dobiš negativno, na kaj se boš pritožil. Nimaš obrazložitve, ne razumeš, zakaj je negativno, na kaj se boš pritožil. In to nov predlog ministrov zdaj predlaga odločbo brez obrazložitve, brez možnosti pritožbe. In to ti uradnik pove, ne bom napisal obrazložitve, ne. In ne moreš nič, niti se pritožiti, ne moreš do denarja, ne moreš do sociale, ne moreš nič narediti, ker ne dobiš odločbe. Predstavljajte si, kaj lahko delajo. Poleg tega smo mi rekli tako, zagotavljamo pravico do pritožbe, zahtevek do pritožbe, do upravne odločbe. Predlagani zakon torej ohranja rok za pripombe na zapisnik, ki ostaja 8 dni, medtem ko ga je minister dal 3 dni. Strankam je omogočen pregled elektronskih zapisnikov in dostop do posnetkov do vseh informacij, kar povečuje možnost ugovarjanja, ker ti rabiš nekaj časa, da skontaš stvar. Ker ko si v šoku, ne razumeš, ne veš, ker si čustveno prizadet. Rabiš 2-3 dni, da priješ k sebi, da 4., 5. dan sploh dojameš, da se lahko 7., 8. dan sploh prikažeš in nekaj poveš. Ja, oni so zdaj to dali, ok, ne strinjamo se s tem, ugovarjamo. Tako bo, kot bo javnost rekla, ker gre za nas. Tako je postopek ugovora bolj pregleden, po našem pregledu omogoča boljšo zaščito in spoštuje interes strank. Torej, beli so osnutek sprememb zakona o splošnem upravnem postopku se osredotoča na jasno razliko, pazite, med ročnim in digitalnim podpisom ter klasičnim in digitalnimi odločbami. Klasična odločba je papirnata odločba, digitalna odločba je digitalna. Ena se pošilja po računalniku, druga se pa da iz roke v roko v papirju. In tista na papirju mora imeti ročen podpis. Če ga nima, je nič vredna, ne velja. Zato, ker je ne moreš pregledati v računalniku, takem pa pogledati, če je to, katera oseba je to podpisala. In zato ne moreš nikogar tožiti. Ti se ne moreš niti pritožiti. Piše tam v tistem okvirčku, ta minister, pa on sodni, ampak ni ročnega podpisa. Ni, veste, kaj pomeni avtorizirano odločbo imeti s podpisom in šteplom ustanove? To, da je potrjen avtor, prvič, drugič, da je volja podpisnika in tretjič, da je to avtorizirano. Avto, trikrat je avto mora biti, ne? Cilj predloga našega je zagotoviti avtentičnost, integriteto in pravno veljavnost obeh oblik dokumentov. Jaz ne ugovarjam, ampak naj se vsak dokument v svojem svetu fura in ima v svojem svetu veljavnost.
ne more imeti digitalni dokument zunaj računalnika veljavnosti, med tem, ko ga pa lahko papirnat podpisni dokument, lahko pa v računalniku ima, ker ima drugo vrednost, kar je še posebej pomembno v času digitalizacije upravnih postopkov. Torej, kadar se stranki pošlje pravni akt, v klasični, torej v papirnati obliki, preberite si 210. člen Zakona o splošnem upravnem postopku, natančno pove. Ampak tako, da ne obstaja za državno upravo. Mora biti vedno podpisan ročno, kadar se pošlje v papirju, v pošti, po navadni pošti. Če ni podpisan ročno, vrnite zahtevek za dopolnitev za podpis, ker ga vi ne morete dati zdaj, ne vem, skener, pa bo skener vam rekel, aha, tega je pa podpisal on, take naprave ni. Stranka v postopku namreč na papirju ne more verificirati avtentičnosti pravnega akta, zato je nujno, da je papir vedno poleg odtisa digitalnega žiga podpisan tudi ročno, kar zagotavlja njegovo pristnost, avtentičnost in upravno veljavo. Belis poudarja, da kljub široki uporabi elektronskega podpisa, ta ni povsem enakovreden ročnemu. Ta razlika je ključna za zagotavljanje avtentičnosti in zaščite pravic posameznikov v postopkih, kjer je postala potreba jasna in mora izžarevati identifikacijo tistega, ki to počne, in izraženo voljo. Kljub zgoraj navedeni razliki, spodbujam seveda elektronski podpis, ker je vse digitalno v upravnih postopkih, vendar z določenimi omejitvami in pogoji, ki sem jih ravnokar povedal in ki so zakonite. Mi poudarjamo, da mora biti uporabljen kvalificiran elektronski podpis, ki zagotavlja 3 ključne lastnosti. Elektronski podpis ne 2, ne 1, ampak 3 lastnosti mora imeti: avtentičnost, integriteto in poštenost. Tak podpis zagotavlja, da je podpisnik dokumenta resnično tisti, za kogar se izdaja, da ni ponarejen, da ga ne dela en študent, kjer lahko vsak zdaj klikne na certifikat, ko sodnika ni, ko inšpektorja ena ni, in se potem to pošilja in se zezajo z ljudmi, ljudje to dobijo in se ne morejo pritožiti, pa imajo uničeno življenje. Da se vidi, kdo je bil podpisan, ter da se podpis ne more zanikati strani podpisnika. Tako.